Insignia OPC, najmočnejši serijski Opel doslej in prvi OPC s 4-kolesnim pogonom. Na papirju tale avtomobil obljublja zelo veliko, zato sem mnenja, da si zasluži prav posebno cesto. Tale bo kar pravšnja. Ampak to je bila samo ena od zanimivih cest v okolici tega mesta Livigno, ki ga smučarski navdušenci verjetno poznate po številnih smučiščih. Tisti, ki radi zapravljate, pa po tem, da gre za eno redkih brezcarinskih con v Evropi. To pa pomeni, da tukaj trgovina z oblačili priznanih znamk, z elektroniko, fotoaparati in s cigareti kar cveti. No, jaz sem se zdaj naspal in sem pripravljen na ovinke. V primerjavi z Vectro, pri kateri bi oznaka OPC lahko pomenila o preklete ciprese, pa jarki pločniki in še ostalo, ker je bilo podkrmiljenje bolj nadležno od mozolja na čelu 18-letnika, je Insignia mnogo bolj uglajena. Težava skoraj vseh OPC-k je preveč navora na volanu pri močnem pospeševanju, Insignia pa zaradi odličnega 4-kolesnega pogona obe težavi lepo eliminira. Če žena ni najboljša opazovalka in bo zgrešila ta nadut in zajeten nos, če ji napisi Brembo, Recaro in Remus ne pomenijo nič, potem boste Insignio OPC lahko domov pripeljali pod pretvezo, da gre za povsem običajen družinski avtomobil. Kar je skoraj da povsem res, saj lahko vanjo pospravite vso kramo za dopust in tudi tiste male vreščače, ki vam običajno vsak dan dirjajo po hiši. Če gospa še malce slabše sliši in se ji zvok avtomobila ne bo zdel nenavaden, ter se ne bo spraševala, zakaj toliko oznak OPC, potem tudi na tem področju ne bo težav. Morda jo bo pri pospeševanju presenetil le sunek glave vzglavnik sedeža, ampak brez skrbi. Insignia ne bo skrenila iz svoje smeri, bo ostala prebita kot na tračnicah. Nos avtomobila skoraj nikoli ne sili naravnost ven iz ovinka, ampak zgolj lepo uboga voznikove ukaze. Kljub temu, da avtomobil tehta skoraj 2 toni in da ni pravi športnik, moram reči, da sem nad Lego zelo navdušen. Po drugi strani pa je ta OPC-ka tudi dovolj mehka, kljub centimeter nižjemu podvozju, tršim blažilnikom in tem 20-palčnim gumam z merami 255-35. 2,8-litrskemu 6-valjniku so pripeli še turbinski polnilnik, poznamo pa ta motor že iz Saaba 9.3. Čeprav s pospeškom 6,3 sekunde do stotice ta Insignia ni najhitrejša, sploh za tolikšno konjenico ne, pa je motor odličen zaradi karakterja. Zelo rad se namreč zavrti in ni torej tipičen turbomotor, ki bi v srednjih vrtljajih ponujal ogromno navora, potem pa je konec veselja. V bistvu komaj čaka, da ga boste priganjali. Škoda le, ker je hod ročice menjalnika predolg in ker pri teh sicer odličnih sedežih ne morem nastavljati bočnega oprijema. Pa tudi, ker zopet vse škripa in se mi pri takšni vožnji, za katero je ta Insignia pravzaprav narejena, zdi, da bo avtomobil kar razpadal. Poraba pa pri takšni vožnji hitro naraste iz povprečnih 12 oziroma 13 litrov na 20. Doseg pa se hitro zmanjša. Treba kar lepo počasi. Evo, sem na zadnjem delu svoje nore poti tik pred vrhom prelaza Stelvio, ki je z 2700 in nekaj metri skoraj toliko visok kot naš Triglav. Kar pa se tiče avtomobila, Insignia OPC je neposredni tekmec Passatu R36 in BMW-ju 335i. Njena primarna naloga je prav tako kristalno jasna kot tudi njeno postransko poslanstvo. Mora biti dovolj uporabna in prostorna, da je za vsak dan, občasno pa tudi za kakšen izlet na dirkališče. Seveda, če boste zanjo pripravljeni odšteti 56.000 evrov. V tem primeru pa se odločite raje za modro barvo. To bo šele modra odločitev.